Babi, kdaj bo kosilo? Še malo, ravno v pečico sem dala. Juhica pa še tudi malo rabi, a veš? Ja. Ja. A je že? Ne še. A je že? Ja, ne še, no. Kaj pa zdaj? A je že? A ti že pošteno kruli, a? Telo. A bi eno jabolko? Saj veš, eno jabolko na dan. Pele zdravnika stran, sej vem. Kaj pa piskoti? O, ne. Po kosilu, za malico. Pred kosilom je vedno dobro jesti sadje, a veš? A bi borovničke? Bom. Zakaj je pa dobro jesti sadje pred kosilom? Še povsod, kjer sem bil, so vsi jedli sadje za sladico. Izvoli malo borovnička. A si vedel, Erik, da ima sadje v sebi eno sestavino, ki se ji reče fruktoza? Fruktoza. To je takšen sladkor, ki ti da veliko energije. In najbolje je, da pride ta sestavina v prazen želodček, kajti če pride v polnega, potem se spremeni v eno takšno sestavino, zaradi katere postaneš zelo utrujen. A ja? Ja, no kar pojej malo borovnička. No pa še to, a si vedel, da borovničke zelo izboljšajo spomin? A res? A če jaz vse tole pojem, se bom spomnil vse za nazaj? No, tega ravno ne. Babi, Povej. oče je rekel, da bo poštar z rjavim kombijem mojo novo igrico pripeljal sem, k tebi. A je že prišla? Erik, a veš, da si me to čist vsak dan v tem tednu že vprašal? Ja, no. A si pozabil? No, pojej borovničke, no. Bom, samo to čakanje je bedno. Ja, no, mislim, mogoče je res neprijetno, a ne? Ni pa bedno. A ti povem eno basen? Ja, eno, ki mi jo je pripovedoval moj dedek čisto vsak večer. Samo, kaj je to basen? Basen je zgodbica ali pesem v verzih, v kateri pa nastopajo živali. Ja, in na koncu je zmeraj nauk. Kaj je pa nauk? Nauk je to, da se nekaj naučiš ali nekaj spoznaš. Dobro, ampak samo zaradi enega razloga. No, povej. Zato, ker ti vedno super zgodbe govoriš. O, ti moj mišek zlati. A ja, pa še zato, ker me vedno kaj naučiš in to je zanimivo. No, prav. Pa poskusiva, če bo tudi zdaj tako. Ja. No, pa začniva. Torej, nekoč pred davnimi časi je bil zajec, ki se je strašno rad pohvalil, da je najhitrejši med živalmi. Bahal in hvalil se je vsemu gozdu in vsakemu posebej je zmagoslavno govoril: jaz sem najhitrejši. Nekega dne je naletel na želvo, ki se je pomikala zelo počasi s svojim težkim oklepom na hrbtu. Začel se je hihitati in se ji posmehovati, češ: ti si pa taka počasnela, poglej, kako si počasna. Ponavljal se je in ponavljal, dokler se ni želva obrnila k njemu in mu dejala: zajec, a si zato, da tekmujeva, kdo bo prvi na drugi strani gozda? Zajec se je začel še bolj smejati. Režel se ji je v obraz in ji rekel: ti bi rada z mano tekmovala, ti, z mano, najhitrejšim daleč naokoli. In zopet pahnil v smeh. Želva je zgolj počasi pokimala. No, prav, je rekel zajec. Tekmujva, bom pač še enkrat dokazal, da sem najhitrejši. Pripravila sta se v začetno pozicijo in zajec je začel odštevati. 3, 2, 1 in start! Zajec se je pognal v dir. Tekel je in tekel, kolikor hitro so ga gnale njegove zajčje noge. Želva pa je počasi,
tako kot želve to počno, lezla korak za korakom počasi, zelo počasi naprej. Zajec se je čez nekaj časa malo zadihano ozrl nazaj in videl, kako počasna je dejansko želva. Spraševal se je, ali je res želva prepričana, da lahko zmaga to tekmo. Ponovno se je začel krohotati in se odločil, da se bo malo spočil. Zleknil se je ob drevo in si zazehano rekel: toliko časa še imam. In potem malček sladko zadremal. Medtem pa je želva pridno, vztrajno in počasi, zelo počasi korakala dalje, brez da bi se ustavila. Nekaj časa je minilo, ko se je zajec prebudil in se pretegnil. Nenadoma se je spomnil, da mora ta dan zmagati še tekmo. Pogledal je v smer, iz katere je prišel, a želve tam več ni bilo. Nato je pogledal v drugo smer in kaj je zagledal? Želva je bila že na koncu gozda in kar je bilo najhuje, bila je tik pred dogovorjenim ciljem. Zajček je zašprintal proti njej, a bil je prepozen. Želva je prestopila ciljno črto in tako zmagala. Kar zmagala je. Ja, fino. Kaj je pa nauk zgodbe? Nauk. Ja, nauk. Kaj je nauk zgodbe? No, ti mi povej. No? Jaz? Kaj je nauk zgodbe? To, da ne smemo med tekmami zaspati? Ja, to je logično. Ja, kaj še? Na začetku sem navijal za zajca, ker zajci so res hitri, ne? Ja, ampak? Ampak, ni bilo ravno lepo, da se je posmehoval sem in da je skozi ponavljal, da je najhitrejši. Točno tako. In? Želva se ni nikoli ustavila. Točno tako. Torej, povej mi, česa je imela želva več kot zajec? Pomagi. Vztrajnosti. In trpežljivosti. Tako je. Ja. Počasi se daleč pride, a ne? Sam res? Ja. To pomeni to. Ja, in a veš kaj? Kaj? Tudi ti si bil v tej zgodbi. Zelo potrpežljiv. Ja. A greva zdaj pojesti juhco? Ja, greva. No, pojdiva. Babi, danes je bilo najboljše kosilo na svetu. Hvala, mišek moj. Čisto zares. A lahko vsak dan to jeva? Vsak dan pa ravno ne. A si videl, kako dolgo sem kuhala? Se bom počakal, Ja, pomes kakšno zgodbo poslušal. Si veš, počasi se daleč pride. Ja, lepo, potrpežljiv vnuček si. Najbolj potrpežljiv vnuček na svetu, z najboljšim spominom. Ja, in to je zaradi borovnic. Seveda. No, povej. Jaz sem super spominski Erik. Super spominski Erik. Kaj? Opala. Kaj je? Kaj je? Ne boš verjel. Sporočilo. In to zelo dobro sporočilo. Kaj piše? Pazi, piše, da bo jutri prišel tvoj paket. A si videl? Ja. Če se ima človek fino, potem kar vse se uredi. Ja, ko mi čakam. Jutri, ko boš prišel iz vrtca, bo paket že tukaj. Ja. Zdaj mi pa hitro povej, kaj si se danes še kaj takega naučil? Zdaj sem še v igrici razmišljam. Dobro. Potem pa lahko noč ti moj super spominski. Spomnil sem se. Sadje je bolj zdravo jesti pred kosilom. Ja, tako. Grem jutri po še borovnice. Zdaj pa res lahko noč, Mišek. Lahko noč, babi. Zelo te imam rada. Jaz tudi tebe, babi. Lahko noč.
Ako noč udeželo sem, da bo kmalu dober dan. Ako noč udeželo sem.